Dober večer. Danes bom si probala narediti milkshake, ker sem ga že res ful dolgo lušta. In sem ne grem v McDonald's, ker je predaleč, in si bom naredila svojega z pirana in z mleka in oboje brez laktoze. In bom posnela, vam pokažem in potem poročam, če je dobro ali ne. Torej, sem vse pripravljeno. Mleko, približno deci pa pol, 2 deci, sladoled in pa blender, oziroma, ja, blender. Dansko je ful dobro, samo je ful tekoče. Mogo biti malo bolj gosto, mogoče če bi dala več sladoleda? Maybe. Hej, moram tu držati kamero, da ne dol pade, pa malo presvetle, čakajte, zdaj tam štimam. Ok, danes je nedelja in greva z Lukasom na Birmo od njegove sestrične. Se ne vem tam, po mojem ne vem nič kaj vlogala, ampak pa sem to da vam povem. Jutri gremo na koncertu George Ezra in upam, da se njena kamera spredali, ker sem doma pozabila polilec itak, da bom lahko čim več vlogala, tako da, ja. Skušala prekriti mozole, drugače pa sem nisem naredila kar preveč nekega make-upa, pa imam sem črno, sem vlečena. Glavnem, da vas malo catcham up. Sploh ne vem točno, kaj sem zdaj snimala. Glavnem, zdaj z Lukasom gremo dvigniti neko pač meso v to, ker imamo za Birmo. Ampak včeraj je bila Eurovizija in smo Slovenci bili 13. Pač jaz sem ful vesela, pač ful sem ponosna in vesela za njimi. Zaradi tega, ker pač toliko ljudi pluvalo po njimi in zdaj sem tak... Jaz sem ful nadušena. Nizozemska mi je kar všeč. Sem malo presenečena, da potem Švedska bila tako slabo. Mene pa Italija ful vrejda. Mi je tako malo bad, da ni Italija zmagala, ker pač mene je bilo ful svetovna. Sicer so tudi Nizozemci bili ful vreji, pa itak že niso zmagali 44 let, pa so bili tako veseli, to meni tako vedno cute. Drugač pa, ja. Ok, danes je dan koncerta in zdaj se bomo začeli voziti na koncert. Jaz vem, moja sestra, mama, sestrična, bomo rekli, pa Katja fant, sestra fant. Tako da, verjetno bom tam s telefonom kaj vlogala, pa moče še kaj med potjo, ampak... Let's go! Wundervoller Tag. Und es bleibt ein wundervoller Tag. Einen wundervollen Typen mit wundervollen Songs. Hier ist George Ezra. I've got love, I got you, rise above. Ready to hold my hand. With a suitcase in your hand, where I don't think about their stuff. No, I don't think about their stuff. It don't matter now. Torej, zdaj hodim na event, pozabila sem itak fotoaparat doma, da bom spet s telefonom vlogala. Imam špangice modre, pa Apple Watch Band imam moder. Pa vam bom pokazala outfit, ko pridem nazaj domov, ker sem itak pozabila, pa tam bom mogoče malo vlogala. Ok, torej zdaj sem nazaj iz botaničnega vrta oziroma iz
eventa od Oriflame in smo dobili tudi en goodie bag. V bistvu so se pa pač pogovarjali o nasplošno njihovih izdelkih in te stvari. In jaz dejansko Oriflame uporabljam že od malega, ker je moja babica. Moja je vedno imela tudi take in to in pač ne vem, sicer sem že kdaj ga vam kazala, ampak imam ogromno stvari od Oriflame doma, tudi ti uhani so z Oriflame, vse šampone, vse te mila, vedno ko gremo na morje uporabljamo, ker pač ima babica ful tega, ker pač naroča pri Oriflame. In ja, dejansko, ko smo pač povabili na ta event, smo ful presenečena, pa tako ful zanimivo je, ko pač celo življenje v bistvu uporabljaš neke izdelke, neke znamke in da te povabijo na event, je tak ful čuden feeling, ampak v dobrem smislu, ampak je tako, v glavnem, zdaj vam pokazala, kaj smo dobili. Pač v bistvu smo bili na, poudarek je bil na naravnih stvareh oziroma na Love Nature, njihovi liniji te Love Nature in smo dobili nekaj stvari. Dobila sem micelarno vodo, ki je za suho kožo in je organic oat pa goji-berry. Potem sem dobila toner oziroma tonik, ki je z aloe vera in kokosove vode, ampak trenutno jaz uporabljam samo lašje izdelke, tega zdaj ne bom testirala. Mogoče, ko se ta en mesec konča od lašjih izdelkov, bom še to začela uporabljati. Dobila sem gel za pod očmi, kremo, hvala Bogu, so to vse coconut, ker pač jaz obožujem coconut. Dobila sem še body and hair oil, avocado oil. Tu noter je olje za obraz in je tea tree and lime, kar tea tree je, mislim, da ful vrej proti mozolom in pač problematični koži, koliko jaz vem. Dobila sem pa še zadnjo stvar, je Love Nature body lotion, ki je almond oil in to pa bom definitivno začela že danes uporabljati, ker jaz to obožujem, pa zdaj nimam nobenega več takega. Imam samo one kreme, ko moraš iti s prstino, te pa ko imam nohte, me ful moti, da danes že začnem uporabljati to. Dobila sem, ko sem rekla, že 2 letaka, pa še eno stvar, ki zdaj kam sem zdaj dala. Čakaj. Tam smo govorili tudi o tem, da pač ljudje rabimo vitamin C in D in to je tudi imajo oni linijo wellness in imajo take dodatke za pač supplements te, ki jemlješ vitamin D, omega 3 pa take stvari. Tu imam celi letak od tega. In v glavnem dobili smo vitamin C in noter je 30 kapsul in zdaj sem vzela že eno. Imam torej 30 dni jemala vitamin C in vitamin D, ker dejansko naj bi tudi vitamin D pomagal pri glavoboli pa je. Ta bom sprobala in pač uporabljala in jedla, pa mi je ful fajn, ker sem zdaj dobila, pa ful cute je. Si narajem naročiti teh vitaminov. Tu je še, teda grem jaz zdaj take gledati, jaz sem to vedno ful rada gledala, pa sem si obkroževala, tukaj hočem imeti, potem pa mi je babica naročila, ali pa pač mama in sem potem to uporabljala, pa tudi pač še zdaj grem včasih babici v njeno sobo, ko ima pač škatle Oriflame, ker pač včasih stvari naroči, pa jih potem čez čas uporabi in vedno tam ven si zbiram stvari. Tako da ja, to je zdaj to. Bom še pokazala moj outfit, ker vam prej nisem, tako da samo malo. Imela sem to majico, ampak mi ni treba v Angliji, ker sem pač imela hlače high-waisted, pa še jakno prek ono črno jeans. V laseh sem imela to modro sponko na obeh straneh, mi je full cute. Las sem si malo skravžala, tu imam uhane, ki so celo od Oriflame, in pa Apple Watch sem vzela to modro band. Full cute. Ki imam zdaj ono. Bilo je full fajn. Bili smo v botaničnem vrtu na fakulteti v Ljubljani in potem gremo z Lukasom verjetno nazaj, pa se bom moče malo slikala, pa to pa pač slikala izdelke za dela spina in to. Pa 2 polaroidni sliki sem še naredila, pa druge si bom pa še sprintala z onim mojim Canonovim printerom. In bom zdaj, potem bom šla v botanični vrt, bom poslikala očala, bom poslikala kakaj izdelke, bom sebe poslikala in potem sprintala male fotke, pa moče kaj za Instagram, ker bi ful rada upala moj Instagram game,
ker jaz se fulno rada slikam, pa ful se ne znam slikati, ampak bi hkrati rada ful imela kulske slike. Ta težki life. Jutri grem pa domov, imam moja sestra rojstni dan. In imam spet med vikendom doma, zdaj sem dobesedno prišla v Ljubljano za 3 dni. Kako torej, delamo študentno? Ok, zdaj smo tukaj v botaničnem vrtu, ampak moramo iti domov, ker mislim, da bomo vihta, ful grmi, zdaj gremo za hitro, tako smo blizu, hvala boge. Znači pa je ful lepo tu, pa stopnija za študente, €30, not sponsored, ampak če ste v Ljubljani, si pojte pogledat, boljš, ko pa dosti drugih stvari, ko ne vem, kaj govorim. Zdaj sem prišla nazaj, sem se sušila, si dala make-up dol, imam tu ful rdečo, sem si malo še razdražila in ful fajn, res. Pač, ne vem, kaj bom naredila glede tega, ampak sem si jaz govorim o tem, tako da bomo zdaj. Kot ste lahko prevideli, sem bila danes v botaničnem vrtu in sem tam nekaj govorila, ampak v bistvu ta je botanični vrt fakultete v Ljubljani, oziroma univerze v Ljubljani, in zgleda tako rumena svetloba. In je bilo pač ful fajn, ampak sem mogla kar hitro iti, zaradi tega, ker je pač se bližala nevihta in potem se je ful vlilo in pač bliska pa grmelo. Ampak, mogoče je to boljše iti, ko je malo bolj hladno zunaj, zaradi tega, ker danes, ko je bilo toplo, sem prišla iz toplega na še bolj toplo, ker je pač ful vlažno tam not in je bila tak vroče meni noter. Da nisem bila ful dolgo tam not, po mojem sem bila tak 15 minut, 20. Sem malo sprehodila, gor pa dol pa pogledala, pa pač slikala pa to, tu bom dala nekaj par slik. Potem sem šla gledati tam tisto trgovino, ko lahko kupiš neke rastline, ampak potem nisem pač itak nič kupila, ker se nam mudilo, ker je ful začelo grmeti, pa sem tako, ok, grema. In bom šla verjetno še nazaj. Pač pa je ful luštno, zaradi tega, ker lahko tam po njih vrtovih hodiš, pa je pač meni ful lepo. In če imate kakšne predloge, kam iti v Ljubljani, kjer pač ni neke ful vstopnine, itak večkrat hodimo na grad, ker nama je dokaj blizu, pa tudi ti botanični vrti so nama dokaj blizu. Ampak recimo pač v muzeju, totem, ne vem, kako se reče, spozala sem. Ampak tudi, če imate kakšne predloge, kam iti, ne vem, kakšne galerije ali pa kaj takega, mi lahko spoj napišite, ker me več res ful zanima. Tak, bilo kaj, vi sam napišite. Meni je spet postalo ful vroče. Zdaj mogla iti pa še videe editati. Pa učiti bi se mogla. Jutri pa grem domov, spet. Zdaj sem bila dobesedno, torek sem prišla domov, jutri grem pa nazaj. To je četrtek, torej sem bila 2 dni doma v Ljubljani in zdaj grem spet nazaj. In sem ful zmatrana in mislim, da bom dobila angino, ker pač sem pa tja sam laufam, pa se zbudam vsaki dan ful hitro, pač sred faksa, pa se prevoza kakokoli, ampak ja. Ja, ampak moram iti domov, ker imamo sestro rojstni dan, pa med vikendom delam, pa od Lukasa Ata pride v Slovenijo, so... Yes. Še kaj drugega? Ne vem. Mogla bi jutri video objaviti, ne, čekaj za četrtek, ne, fuck. Omega, sploh ne vem, kaj se dogaja, moram vzeti planer, ker sploh ne vem, kjer je dan je, ker sem vzela vse sam